Ministrstvo za okolje in prostor seveda posebej skrbi tudi za naravo in naravno dediščino Slovenije, ki jo študijski krožki tako cenijo in kot vidimo na tej razstavi, jo izjemno lepo prikazujejo. Po eni strani, po drugi strani se učijo od narave in seveda jo skušajo ohranjati, živeti v sožitju z naravo in tudi ne samo živeti, tudi delati od gozdov, lesa, vode. Pomembna je pestrost našega živalskega in seveda tudi rastlinskega sveta in vse to študijski krožki z izjemno ljubeznijo negujejo, ohranjajo to znanje, kako sobivati z naravo, prenašajo seveda tudi v prihodnost. In trajnostna prihodnost je tisto, za kar se na ministrstvu zelo trudimo in poskušamo seveda podpreti tudi take projekte, take aktivnosti v Sloveniji, ki ta sporočila prenašajo drugim, ki seveda ozaveščajo širše in se tudi sami v tem smislu izpopolnjujejo. Slovenska narava je izjemno dragocena tudi za naše gospodarske dejavnosti. Mogoče, če lahko še to izpostavim, 70% turistov prihajajo v Slovenijo zaradi dobro ohranjene narave. Mi smo v svetovnem merilu med prvimi, recimo od 5. do 1. mesta celo po recimo ohranjenosti narave. Ampak po drugi strani, in to se tudi odkriva v študijskih krožkih, pa zelo slabo pravzaprav skrbimo za naše okolje kot celota, kot slovenska družba. Naša država je med razvitimi državami, ki najbolj obremenjujejo okolje, onesnažujejo, uporabljajo naravne vire. In tukaj lahko študijski krožki s tem, ko razkrivajo našo kulturno dediščino, kako smo znali skromno živeti, uporabljati na racionalen način naravne vire, veliko prispevajo. Hkrati pa imamo tudi tehnično znanje, kot smo videli, recimo kako upravljati vode, ki je del naše kulturne dediščine in ga študijski krožki odkrivajo in ohranjajo. Še vaše cenjeno ime in priimek ter funkcija? Dr. Darja Piciga, strokovna sodelavka na Ministrstvu za okolje in prostor. Skrbim pa za različna področja, od izobraževanja do podnebnih sprememb, do trajnostnega razvoja in tako naprej.